Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V današnji oddaji, ki jo namenjamo predvsem mladim, predvsem tistim srednješolcem, ki se bodo odločali, kje bodo nadaljevali svoj študij, kam jih bo peljala njihova življenjska pot. Z mano v studiu so namreč predstavniki Univerze v Novi Gorici. Danes bomo pod drobnogled, recimo temu, vzeli 3 fakultete, ki delujejo znotraj univerze, bolje spoznali njihovo delo, njihove študijske programe, tako da se bodo mladi lažje odločali. Seveda pa ste dobrodošli tudi vsi starejši, da boste izvedeli, kaj se pravzaprav dogaja na Univerzi v Novi Gorici. Danes, kot sem dejala, bomo predstavljali 3 fakultete, in sicer Fakulteto za znanosti o okolju, Poslovno-tehniško fakulteto in Fakulteto za humanistiko in vse, kaj se tam dogaja. Naj kar predstavim moje nocojšnje goste. Profesor dr. Matjaž Valant je dekan Fakultete za znanosti o okolju. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Z nami je tudi profesorica dr. Tanja Urbančič, ki je dekanja Poslovno-tehniške fakultete. Lep pozdrav tudi vam. Lepo pozdravljeni. In docent dr. Franc Marušič, ki je dekan Fakultete za humanistiko. Lep pozdrav tudi vam. Lepo. In da bo oddaja še bolj pestra in še bolj zanimiva in da bomo slišali tudi, kaj mladi menijo o teh fakultetah, smo v naš studio povabili tudi 3 predstavnice študentk, in sicer so z nami Lucija Vidrih, ki je študentka Poslovno-tehniške fakultete. Lep pozdrav. Sara Adamlje, ki je študentka Fakultete za humanistiko. Lep pozdrav tudi vam. In Anja Soklič, ki je študentka Fakultete za znanosti o okolju. Lepo pozdravljeni. Tako bomo imeli vpogled pravzaprav v celotno dogajanje, kaj menite vi, ki delate, ki ste zaposleni na teh fakultetah in ki podajate znanje, in seveda, kaj menijo tisti, ki to bogato znanje od vas lahko tudi prejemajo. Pa začnimo s Poslovno-tehniško fakulteto, bomo dali dami prednost. Katere študijske programe ponujate, kakšno znanje pravzaprav dobijo študentje, ki se odločijo za vašo fakulteto? Na naši fakulteti izvajamo študij gospodarskega inženiringa, in sicer na 1. in na 2. stopnji. Gre za zelo interdisciplinaren študijski program, ker je njegov glavni cilj obvladati in razumeti čim bolj celovito vse, kar je pomembno za uspešno delovanje podjetja. In vemo, da so tukaj pomembne tako tehnološke zadeve, kakor seveda tudi ekonomske, organizacijske, delo z ljudmi. Zato je v bistvu tudi predmetnik na tem študijskem programu zelo pester. Naj kar takoj povem, da je študij naravnan precej praktično, kar pomeni, da želimo naše študente usposobiti za konkretno reševanje problemov od začetka do konca. Se pravi, od same definicije problema do izbire primernih metod, informacij, do seveda uspešnega zaključka in rešitve problema, tako da v svojih diplomskih delih tipično rešujejo konkretne probleme konkretnih podjetij. In ti problemi se seveda ne omejujejo na meje neke posamezne stroke. Če si predstavljate, na primer, uvajanje novega izdelka ali nove tehnologije v proizvodnjo, je tukaj potrebno marsikaj, isto recimo pri racionalizaciji proizvodnje, pri odločanju med različnimi možnostmi, ki jih ima v razvojnem smislu neko podjetje in podobno. Skratka, pri tem študijskem programu je poudarek na širini in na čim bolj celovitem obvladanju teh vidikov. Študente, ki se vpisujejo, najbrž zelo zanima, kje se bodo lahko zaposlili potem, ko bodo zaključili študij. To je najbrž ena od stvari, ki jo tudi povprašujejo takrat, ko se za študij odločijo. Kje se lahko zaposlijo? Zagotovo. Torej, ravno zaposljivost mislim, da je ena izmed močnih strani tega programa. Naj kar takoj povem, da je v enem letu po zaključku študija pri diplomantih te fakultete kar 95%, kar tudi kaže na to, da delodajalci povprašujejo po tem profilu. Tipično se zaposlujejo naši diplomanti v tako imenovanem srednjem menedžmentu, so na primer vodje proizvodnje, vodje vzdrževanja, vodje logistike. Delajo pa seveda tudi na številnih drugih področjih povezanih z računalništvom, s trženjem, komercialo in podobno. Usposabljamo jih pa tudi za primer samozaposlitve. Tisti, ki želijo, dobijo dovolj znanj in informacij tudi za ustanovitev lastnega podjetja in pri tem seveda lahko dobijo tudi našo mentorsko podporo.
In to je pravzaprav danes najbolj zelo pomembno, ne? Seveda, vedno bolj bo. Seveda, ko govorimo o Univerzi v Novi Gorici, vedno govorimo o novih, o drugačnih programih, o programih, ki jih drugje ni. Takšnega programa drugje v Sloveniji ni. Prav takšnega seveda ne. Obstaja dokaj soroden program v Mariboru. Bistvena razlika pa je ta, da mariborski študij gospodarskega inženirstva izhaja iz konkretnih tehniških disciplin, naš pa je nekako bolj interdisciplinaren od samega začetka. Bolj splošen v tem smislu. Če se preselimo na Fakulteto za znanosti o okolju, imate, bom rekla, kar dolgo tradicijo sedaj že, ne? Se lahko kar pohvalite z kar dolgo tradicijo. Kakšna znanja dobijo pri vas študentje? Ja, mi imamo v bistvu najdaljšo tradicijo na Univerzi v Novi Gorici. Ko se je visokošolski študij v Novi Gorici začel, se je začel z visoko šolo znanosti o okolju in potem preko Politehnike nadaljeval v Univerzi v Novi Gorici. In sedaj imamo že naš program, ki je relativno zrel in dodelan do določene mere. Seveda se spremembe še vedno uvajajo zaradi regulative in zaradi tega, ker hočemo mi optimizirati ta študij, seveda. Študij je zelo naravosloven, v bistvu je velik presek vseh naravoslovnih disciplin in tudi tehničnih disciplin. Tako začnemo študij na okolju z bolj poglobljenim študijem matematike, kemije, fizike, biologije, se pravi vseh naravoslovnih disciplin, in potem to razvijamo v specifične predmete in discipline, ki so tipični za okoljevarstvo, za izkoriščanje alternativnih virov energije in podobne tematike povezane z znanostmi o okolju. Letos končujemo univerzitetni študij in z naslednjim šolskim letom bo torej študij potekal na obeh stopnjah univerzitetnega bolonjskega programa. Seveda je potem tudi podiplomski študij, ki ne spada neposredno pod našo fakulteto, ampak se ji pridružuje, torej podiplomski študij na okolju. Predvsem želimo študente čim prej, že v prvem letniku, v prvi stopnji, privaditi na projektno delo in na eksperimentalno delo. Zaradi tega imamo zelo zgodaj, že v tem stadiju študija, veliko vaj, veliko terenskega dela, veliko projektnega dela. V prvi stopnji prakticiramo skupinske projekte, kjer študentje spoznajo raziskovalno študijsko delo v skupinah, neko skupinsko psihologijo pri takšnem delu, ki se sama po sebi vzpostavi. Kasneje na drugi stopnji potem pridemo na individualne projekte, ki se pa seveda potem nadaljujejo samo magistrsko delo. Mogoče bi omenil še specifiko naše fakultete oziroma naših študijev je ta, da imamo zelo veliko interakcije na mednarodnem nivoju. Naši študenti so intenzivno vključeni v izmenjave, Erasmus izmenjave, k nam prihajajo študenti iz drugih univerz in mi pošiljamo svoje študente na izobraževanje na tuje univerze in to se je pokazalo kot zelo dobrodošlo na strani študentov, saj zelo radi ta mehanizem izkoriščajo. Vi ste nekako orali ledino, bom rekla, tukaj na Goriškem. Je bilo težko? Ne morem vam čisto natančno to povedati jaz, ker sem se pridružil tej univerzi pred 3 leti, mislim. Ampak verjamem, da je bilo težko, veste, saj vedno je ledina težka, ne? Vedno je težko uvajati nekaj novega. Ko se pogovarjamo o novogoriški univerzi, smo vedno izpostavili, da je to bolj tehniška, bolj naravoslovna univerza, da ima predvsem te programe. Potem se je to malce širilo, Fakulteta za humanistiko se je tudi pridružila tukaj v Novi Gorici, ki je malce, bom rekla, bolj družboslovno usmerjena in tukaj se je potem spekter pravzaprav teh programov tudi s tem malce širil. Vi pravzaprav tudi imate eno tako zelo zanimivo široko paleto študijev, ki jih ponujate na Fakulteti za humanistiko. Ja, za začetek ne povem, da je predvsem imamo večino študijev, pokrivamo predvsem področje humanistike, ne toliko družboslovja. Imamo tudi en študij, ki se dotika družboslovja in humanistike na drugi stopnji, to je študij migracije, ampak še zmeraj večinoma študijev
imamo področju humanistike. Zdaj, pravim, večina študijev se sliši, da jih imamo dosti, dejansko jih imamo več, kot jih ima povprečna fakulteta na Univerzi v Novi Gorici. Imamo 2 študija na dodiplomski ravni, se pravi, prva bolonjska stopnja, to sta študija slovenistike in kulturne zgodovine. In na drugi stopnji imamo potem nadaljevanje obeh 2 študijev, se pravi, drugo stopnjo kulturne zgodovine, drugo stopnjo slovenistike, ki ima sicer zdaj še celo 2 smeri in se še dodatno razširi ponudba ali pa paleta, ne? Plus še ta tretji magistrski študij, mednarodni študij migracij in medkulturnih odnosov. Ravno letošnje leto smo dobili, se pravi, v tem šolskem letu, no, smo dobili odobritev, da je bil ta program mednarodni joint degree, ali kako se mu reče, skupni študijski program migracij in medkulturnih odnosov, sprejet v evropsko shemo Erasmus Mundus, kar pomeni, da da je bil program prvič tako dobro sestavljen, da je zanimiv zato, da ga Evropa financira, in drugič, da bomo tudi dobili precej študentov iz tujine, ki bodo prišli študirati sem. Kljub temu, da se tipično računa, da se humanistiko ali pa družboslovja ne hodi študirati v tuje države. Bomo mi pač tudi glede tega orali ledino. Lepo, ne? Lepo. Mislim, težko bo, kot je bilo že ugotovljeno. Recimo, spraševali smo se na začetku, recimo, ko ste začeli z delom, zakaj uvajati slovenistiko, ki jo imajo že tudi drugje, ampak vaša slovenistika je drugačna, recimo, kot drugod. Ja, zdaj, na prvo vprašanje bom rekel, da ne vem odgovora. Sem prišel na univerzo, ko je že bila slovenistika ustanovljena. Je pa vsekako res, da ko smo ustanovili slovenistiko, oziroma ko je bila ustanovljena in ko smo jo potem dograjevali in ko smo uvajali kulturno zgodovino, smo vedno imeli mislih, da moramo ponuditi nekaj drugega, nekaj, kar v Sloveniji še nima. Zdaj, mogoče so razlike majhne, ampak so še zmeraj pomembne. Konkretno pač, v bistvu vsaka slovenistika v Sloveniji ima vsaka univerza svojo slovenistiko, vsaka univerza ima svojo zgodovino, študij zgodovine. Vsaka se je na nek način profilirala in vsaka ima pač specialnost v tem in tem področju. Naša slovenistika je predvsem, na nek način je drugačna od drugih, ker je bolj odprta v tujino. Zdaj, mogoče je to slišati čudno, da je slovenistika odprta v tujino, ampak slovenistika na nek način združuje 2 spet precej ločeni področji. Eno je jezikoslovje, drugo so literarne vede. In vsako od teh podpodročij se da preučevati, tako kot se da preučevati vsako drugo, rečemo temu, znanost. Se pravi, ni se treba omejevati na lastno dvorišče, lahko se pogleda tudi čez. In to bi radi mi delali in to mi delamo. Se pravi, jezikoslovje, ki ga preučujemo, sledi trendom, kateremu sledi jezikoslovje po celem svetu. Literarna zgodovina je ravno tako sledi trendom, kateremu sledijo trendi literarne zgodovine ali literarne teorije celotnega sveta, in tudi vsi naši sodelavci tako ali drugače sodelujejo s znanstveniki iz tujine na lastnem področju seveda. Kulturna zgodovina je pa malo drugače smer profilirana, je pa bolj profilirana v to, da se v bistvu se ne gleda na zgodovino kot tistem klasičnem pač pregledovanju preteklih dogodkov, ampak se skuša poudariti to kulturno plat. Se pravi, kultura bi pomenilo v bistvu vse, kar nas obdaja. Zdaj, vse, kar nas obdaja, slišati sicer malo čudno, ampak sem bi svadali tako navade, pač običaji, preprosto običajno življenje, ne samo pač, ko se govori o zgodovini, se tipično govori, kdo je bil kralj v kateri evropski državi, ne pa to, kako so živeli rečemo, s Franci v srednjem veku. In to je tisti bolj kulturni plat mogoče, ki je pač čisto pomemben in ki mislimo, da se splača posvetiti več časa. Zanimivo se mi je, ko vas poslušam, kako razlagate, kaj je kulturna zgodovina. Pred kratkim sem govorila z eno od vaših študentk in sem jo vprašala, kaj pravzaprav študirate, kaj pravzaprav to je kulturna zgodovina. Jo, je rekla, veš, zelo težko bi ti povedala, pravzaprav je to nekaj, o čemer se ljudje ves čas prerekajo. Tako da zelo različno lahko interpretiramo študije. Ampak mogoče je res, o načinu življenja, o tem, kako so ljudje živeli, to je tako široko, da so lahko pogledi tudi zelo različni. Vsekakor, ja. Tako da se pravi, da zanimivo se mi je zelo zato, ker če se ljudje kregajo, če se tudi študenti o tem recimo kregajo, čeprav je to malce, bom rekla, grob izraz, to pomeni, da jih navajate, da razmišljajo, da sami raziskujejo, kar se mi zdi zelo dobro in kar je prednost, se mi zdi vseh fakultet. Pomeni, da oni uživajo, pomeni, ja.
Da imamo take študente, ki so s srcem pri stvari. Veliko je, bom rekla, primerjalnih prednosti, če pogledamo splošno univerzo v Novi Gorici, če jo primerjamo z vsemi recimo ostalimi univerzami, ki so mogoče malo, bom rekla, starejše, imajo daljšo zgodovino, ampak so mogoče malce zaradi tega, bom malce kritična, tudi bolj toge, kot vse recimo mlajše študijske smeri. Ampak da slišimo, če se študentje strinjajo s tem, da je študirati v Novi Gorici lepše, boljše, bolj zanimivo. Bom začela pri Sari iz čisto preprostega razloga. Sara je tudi naša sodelavka, zato bomo njej dali prednost. Sara, zakaj si se ti odločila, da boš študirala v Novi Gorici? Zakaj si se odločila za slovenistiko tu v Novi Gorici? Eden izmed razlogov je vsekakor ta, da je blizu doma, bi lahko rekli. Torej, da sem doma, da mi ni potrebno študirati v Ljubljani oziroma v Kopru oziroma na drugih univerzah. Druga stvar je, da sem se vedno želela poučevati v osnovni šoli oziroma v srednji. Zato sem se pravzaprav tudi za to odločila. Za to slovenistika. Kaj si pričakovala, recimo, ko si se vpisala, ali bolje, sedaj si na zaključku, ti je recimo študij dal to, kar si na začetku pričakovala? Ti je dal znanja, ki si jih pričakovala? Lahko bi rekla, da mi je dal več. To pomeni, da predvsem pozitivna stvar tega študija je ta, da so manjše skupine, kar pomeni tudi boljši odnos oziroma bližnji odnos profesor-študent. Veliko je bilo vaj, ker so se nam pravzaprav profesori zelo posvetili in lahko rečem, da sem tudi spremenila odnos do same slovenščine, če lahko tako rečem. Torej na boljši. Boljši je moj odnos postal do slovenščine, kot je bil pred dostopom na ta študij. Če boš to znala prenesti, potem, če boš poučevala, tudi na mlajše, bo to sploh pozitivno. Sara je dejala, vedno sem se želela poučevati. Kje pravzaprav vse se lahko zaposlujejo študentje, ko zaključijo vašo fakulteto, različne smeri na vaših fakultet? Glede poučevanja je tako, da bomo ravnokar pripravljamo dodatni pedagoški modul, ki bo pač dopolnilo študija. Študij sam ni pedagoški študij, to moram povedati, da ne bom koga zavajal. Ampak vsekakor pripravljamo en pedagoški modul v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in bi ga izvajali tle kot dopolnilo našemu študiju, da bi potem študentje pridobili pedagoško izobrazbo. S to izobrazbo bi potem seveda lahko se zaposlili na srednjih, osnovnih šolah, posod tam, kjer je pač potrebujejo učitelje slovenščine. Druge zaposlitvene možnosti so pa zaposlitvene možnosti, ki jih konec tudi kaže Sara s svojim trenutnim delovanjem, pač še kot študenta. Na vseh pač področjih, kjer pridejo prav splošne humanistične kompetence. Eno področje pač novinarstvo, sicer to ni čisto novinarstvo, pač drugi študenti so tudi zaposleni oziroma so že sodelovali z Primorskimi novicami, z Radiom Koper, z vsemi temi medijskimi hišami. Imamo tudi študentko, ki je v času študija sodelovala z založbo pri lektoriranju. Pač Zelo širok spekter pravzaprav je možnosti, kje se bodo lahko zaposlovali. Ja. Kot humanisti, ki bodo tudi dobili izobrazbo. Poglejva, zakaj ste se recimo vi, Lucija, odločili za študij tukaj v Novi Gorici? Jaz imam tudi podoben razlog kot Sara in sicer študij v Ljubljani me nekako od začetka ni mikal. In Univerza v Novi Gorici je ponujala več različnih programov. Takrat sem se potem odločila, da grem na informativni dan na Fakulteto za okolje. In takrat sem dobila te zgibanke v bistvu in ko sem jih doma pregledovala, nekako Fakulteta za okolje se mi je zdela malo preveč naravoslovna zame. Fakulteta poslovno-tehniška pa je nekako zelo interdisciplinarna, kot je že naša dekanja omenjala, in ima tako organizacijska in ekonomska znanja kot tehniška in naravoslovna. In ker po končani gimnaziji še nisem bila nekako odločena, kaj bi pravzaprav rada, se mi je zdelo, da mi bo ta znanja ob koncu študija še vedno nudila neko odprto možnost glede zaposlitve. Zato sem se predvsem odločila in mislim, da mi zaenkrat ni žal. Sem tudi že diplomirala in že nadaljujem študij na magistrskem programu. Spaj ste se odločili za nadaljevanje študija. Kako potem recimo naprej vidite vašo življenjsko pot? Kje se sedaj recimo, ko že imate ta znanja, vidite potem recimo poklicno? Ne vem, jaz zaenkrat, predvsem lani v 3.
zadnjem letniku, me je zelo navdušilo področje kadrovskih oziroma ravnanja s človeškimi viri. Mogoče se mi odpre kaj v tej smeri. Da boste delali z ljudmi. Ja. Pa smo spet malce tudi pri humanizmu, ne? Ta interdisciplinarnost se mi zdi zanimiva, ne? Pravzaprav, da imaš lahko nek zelo širok spekter. Zanimivo se mi zdi, da tudi obe poudarjata, da ste se odločili tudi za to, da bosta lahko doma. Ne? Da nista želeli ven iz Nove Gorice. Je zelo pomembno, da si lahko doma, tudi manj stroškov najbrž, ne? Konec koncev. Absolutno. Tudi to je najbrž zelo pomembno. Čeprav o tem najbrž takrat, ko se njihovi mladi upisujejo, razmišljajo bolj starši kot pa študentje sami, ne? Recimo, vam je študij dal to, kar ste pričakovali na začetku? Tudi jaz lahko rečem kot Sara, da je dal precej več. Predvsem te naravoslovne smeri, po končani gimnaziji, no nekaj seveda konkretnih osnov smo dobili. Tukaj pa smo se spuščali tudi na zelo tehniška področja in na drugi strani tudi ekonomska in organizacijska, ki jih seveda prej nisem poznala in mislim, da je dal več, kot sem pričakovala. To boste seveda še ugotavljali, ko boste prišli tudi v službo, za katero vam želimo seveda, da bi jo čim prej po zaključku študija tudi dobili. Če pogledamo še našo tretjo predstavnico, študentko. Anja, zakaj ste se pa vi odločili, da boste študirali v Novi Gorici? Ja, pri meni je bilo pa tako, da še na koncu četrtega letnika v gimnaziji nisem točno videla, kaj bi šla naprej študirati. Zanimalo me pa, kar je povezan z naravo, pa nekako take tehnične zadeve, tako da se nisem mogla odločiti ali krajinsko arhitekturo ali strojništvo, pa sem pa še klele dobila tole in sem se pa kar za to odločila in mi je zelo všeč. Je lepo študirati v Novi Gorici? Skoraj bi rajš videla, da bi bila ta fakulteta v Ljubljani, zato ker se mi zdi, da se klele ne dogaja toliko veliko, kakor je v Ljubljani, pa večina mojih prijateljev je tam. Je pa dobra stvar tega, da je to majhna fakulteta, da si v dobrih odnosih s profesorji, kadarkoli rabiš, vprašaš. Če bi bilo to v Ljubljani, bi bilo verjetno veliko večje skupine, tako da to je zelo dobro. Zdaj vam veliko pomeni to, da imate, recimo, bolj pristne odnose, tako študentje med sabo, ker vas je manj, kot tudi s profesorji, da niste številke pravzaprav. Ja, to je meni ena izmed glavnih stvari tudi tukaj, kar je tudi zelo priporočam. Recimo, kadarkoli lahko prideš do profesorja, tudi po telefonu se pokličemo, če kaj rabimo, vse je tako zelo, kakor eni prijatelji. To je pa lepo slišati, ne? Jaz nimam takih izkušenj, recimo, ne, ko sem študirala v Ljubljani. Lepo je slišati pa tudi to vašo kritiko malce, ne, da se v Novi Gorici manj dogaja kot v Ljubljani. To je pa kritika, mislim, da ki je dobro, da jo sliši okolje, ker bi se lahko še marsikaj ob študiju dogajalo, ampak za to bodo morali poskrbeti pa vsi tisti, ki recimo lahko ponudijo, ne, študentom malce več, bom rekla, dogajanja ob študiju. Lahko je pa tudi dobro, da se vam manj dogaja, potem lahko bolj pridno študirate. Če pogledate iz te profesorske plati, bom rekla, je dobro, da imate lahko nekaj tak pristen odnos s študenti, da vsakega vašega študenta osebno poznate, da se lahko, ne vem, kadarkoli do vas obrnejo. Najbolj je to zelo dobro, ne? Ja, to je absolutno prednost. Veste, ko sem študiral v Ljubljani, sem matematiko poslušal skupaj z 250 mojimi sošolci, a ne? Tu je čisto drugačen pristop danes na naši univerzi. Mi dejansko individualno komuniciramo s študenti. In veste, ni to samo prednost za študente, tudi za profesorje je. Ko prije študent na izpit, profesor že skoraj da ve, koliko bo tak študent znal. Ne, tu ni veliko, na koncu potem ni toliko skrivnosti med nami več in se zelo dobro poznamo. In veste, tudi nasplošno filozofija naše univerze je ta, da mi nikoli ne želimo vzpostaviti nekih masovnih študijev. Mi ne želimo imeti 30,000 študentov na celi univerzi. Mi želimo imeti večje število študentov, mogoče, ko jih imamo sedaj, ampak vsekakor zelo obvladljivo število študentov, ki nam bo omogočalo še vedno takšen pristen kontakt in precej individualno obravnavo. Ne. To je najbolj dobro tudi zato, ker tistega študenta, ki se mogoče začne malo razmišljati, pa ne ve, bi ali ne bi, ali bi zaključil na tem, ga lahko lažje spodbujate, ne, s tem vašim, bom rekla, kontaktom, s tem, da mu lahko pomagate v vsakem trenutku, da imate čas za to, ne, ker jih je manj. Ja, veste,
pojavijo se študentom, ne, med tem procesom 3 ali 5 let, ne, ko so pri nas razni problemi. In če si seveda ti v množici 200 ljudi, ne, potem te ne morejo obravnavati posebej individualno in ne morejo se posvetiti tvojemu problemu. V našem primeru, na naši univerzi pa lahko. In jaz konkretno sem imel nekaj interakcij s študenti, ki so naleteli na probleme in smo se usedli in smo poskušali te probleme skupaj rešiti. Ne. In mislim, da je to pri vseh zelo dobro funkcioniralo, ne. Ker smo potem lahko se malce tudi mi prilagodili njihovim specifikam in tako rešili zadevo. Ne. Lahko rečemo, da je ta majhnost pravzaprav ena glavnih primerjalnih prednosti, recimo Novogoriške univerze. V to smo prepričani. Mogoče, če dodam, tudi mi imamo podobno izkušnjo. Ko predavaš manjši skupini, seveda veliko bolje začutiš, ali študentje snov res razumejo, lažje si privoščiš z dodatno diskusijo, z dodatnimi vprašanji in neposredno komunikacijo zadeve razčistiti. V eni veliki predavalnici, kjer z odra tako rekoč predavaš več 100 študentom, to seveda ni možno. Tako da v tem vidimo veliko prednost in jo skušamo vse bolj uveljaviti v vsakodnevnem pouku. In najbolj je pravzaprav tudi študente spodbujati k temu, da razmišljajo in da povejo svoje razmišljanja, ko sva midva že prej o tem recimo govorila, da razmišljajo o tem, da se kregajo recimo o stvarih, o katerih se učijo. Lažje je spodbujati, ne, v teh majhnih skupinah neko diskusijo, neko izmenjavo pravzaprav mnenj in znanj, kar tudi doprinaša k neki širini. Skoraj da ne bi rekel samo, da je lažje, ampak kot je rekla kolegica, je skoraj tako rekoč nemogoče, če imaš v predavalnici 200 študentov, in nemogoče vzpostaviti kakršnokoli debato. Ne. Mislim, imel boš sicer 5 študentov, ki se bojo oglašali, ampak vsi ostali bojo pa tiho. Ne. V majhnem razredu imaš pa tudi koncu večjo kontrolo, kdo se oglaša, in lažje na tiste, ki so pač po naravi mogoče malo manj silijo s tem, da bi skozi dvigovali roke, jih lažje ti spodbudiš, da jih pač na nek način vržeš nazaj, približaš nazaj v debato. Ne. Vsekakor pač debata je omogočena s tem, ko so skupine majhne. Debata pač bolj kvaliteten pouk, rečemo. Se seveda lažje pridobivanje znanja zaradi tega, ne. Je zaradi tega, recimo, vedno poslušamo slovenske politike, ki poudarjajo, da slovenski študenti predolgo študirajo, da so tudi zaradi tega večji strošek, da bi se prej morali vključiti v proces dela in tako dalje. Zaradi tega lahko študenti tudi prej zaključujejo študij, ker so v manjših skupinah, ker je študij pravzaprav lahko bolj intenziven. Lahko rečemo, da zaradi tega tudi prej zaključujejo študij. Vsekakor imajo priložnost. No, ja. Seveda. Potem je od vsakega posameznika odvisno. Tako, ja. Mislim pa, da jih to spodbuja. Bom rekel takole, še posebej tiste malo bolj ambiciozne, to vsekakor potegne. Ne. In ti študenti potem tudi običajno zelo hitro in roko končajo. Seveda se v vsakem letniku ne pojavi tudi delež tistih, ki bolj lagodno jemljejo, še posebej mogoče diplomsko delo na koncu koncev, ne. Ampak vsekakor je ta moment, ne, da imaš neko osebno odgovornost pred tvojimi učitelji, predavatelji, tudi ena ambicija, da čim prej zaključiš študij. Ker je dobro, ne? Ja, kar izvolite. Morda dodam, da Univerza v Novi Gorici daje dodaten signal, da vidi sproten in reden študij kot vrednoto tudi s tem, da vsako leto podeljuje študentska priznanja, in to ne samo priznanja tistim, ki zaključijo študij z najvišjimi ocenami, pač pa tudi tistim, ki v generaciji najhitreje zaključijo študij. To so tako imenovane nagrade Alumnus Primus in Alumnus Optimus. Tako da je to dodatna spodbuda. Vi ste želeli še nekaj dodati? No, v bistvu samo pač nadaljujem isto stvar, ki govorimo, ne. Namreč eden od potencialnih vzrokov, zakaj se študij podaljšuje, je tudi nerazpoložljivost profesorjev za delo študentja, ne. Pač študenti morajo komunicirati s profesorjem, zato da lahko napišejo diplomo, zato da se pač pogovorijo o stvareh, ki jih morajo on narediti, ne. Zdaj, pri nas pač tega problema manj, ker je pač razmerje študent-profesor, je pri nas precej bolj v korist študentov kot kjerkoli drugje. Zaradi tega študent lažje pride do profesorja, lažje se zmeni za diplomo, lažje hitreje diplomira. Nedvomno je pa takšno delo recimo tudi zahtevnejše, ne, tudi za profesorje. Ne, zahteva bistveno več pravzaprav, da se, mislim, bistveno bolj angažirate, da vlagate več energije v te študente, ne, kot sicer. Ja in ne, ne. Prej je bilo slišati, zakaj ta stvar ni nujno pač bolj zahtevna za profesorje, ker profesor lažje spremlja razvoj študenta čez čas. Je pa vsekakor, pač, čim imamo več priložnosti za individualno delo študenti, je večja verjetnost, da ga bodo študenti izrabili. Ne, pač preko tega se pač
malo dvigne. Je pa vsekakor bolj prijetno, tudi za profesorje. Definitivno. Ste tudi zato prišli v Novo Gorico? Prej sem spraševala študente, zakaj so se odločili za Novo Gorico. Zakaj ste se pa vi odločili, recimo, da pridete v Novo Gorico? Ja, to so delno tudi življenjske zgodbe, ne, vsekakor. Jaz sem prišel na univerzo v Novi Gorici, kot sem rekel, 3 leta nazaj z Imperial College v Londonu, kjer sem bil prej zaposlen in sem se enostavno želel priti nazaj v Slovenijo. Ponudili so mi na univerzi precej dobro pozicijo. Pustili so mi dovolj akademske in raziskovalne svobode, tako da na koncu nismo velikih dilem in sem kot Štajerc, kar se mogoče še danes sliši, prišel na Primorsko in je prav lepo in luštno. Nam je pa lepo, ne, da privlečemo kakšnega Štajerca tudi na naš konc. Zakaj? Kaj je vas recimo vleklo? Ja, jaz sem predvsem tukaj čutila en velik izziv in veliko podporo, da ustvarimo nekaj novega. In to je nekaj, kar gledam kot privilegij, da si lahko v službi ustvarjalen, da lahko delaš z mladimi, seveda. Rada imam to delo in možnosti, ki so tukaj, zato da res narediš nekaj novega, v kar verjameš, sem ocenila kot prave zame in zdaj po približno 10 letih mi ni žal. Je izziv delati na univerzi v Novi Gorici, gospod Marušič? Je, jaz sem pa Sokenc. Ja, seveda, zato sem slišala, da ste Primor, zato vas ne sprašujem, zakaj v Novi Gorici. Ampak je najbrž čisto in drugačen pristop, ne, delati na takih. Sem zdi, da je to čisto taka primerjalna prednost, v bistvu delati v manjšem kolektivu, tam, kjer imate možnost veliko raziskovati, veliko kontaktirati s tujino. Ker je to moja edina služba v Sloveniji, pač ko sem prišel z doktorata v Ameriki, sem takoj dobil tle službo. Ne vem, kako je drugje v Sloveniji. Preko pogovorov s kolegi pa pač lahko vidim, da ja, vsekakor je tle ima svoje dobre strani. Eno od teh ste jih omenili, da ima človek priložnost več raziskovalnega dela in to je pač tisto, kar, ko se reče, da dodatno veselje poleg dela študentja, in pač bolj je ta glavna razlika. No, tudi o tem bomo še govorili, o tem primerjalni prednosti, ki nedvomno je prednost, več raziskovanja, več stika s prakso. Ampak ko smo se pogovarjali recimo o tem, da nagrajujete študente, ki zaključijo prvi, ki zaključijo kot najboljši, vi ste primer študentke, ki ste prejeli to nagrado kot prvi in kot najboljši. Je najbolj to ena lepa spodbuda pravzaprav, ne? Ja, mislim, da kar je in se mi zdi, da bi mi bo v življenju kdaj pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma kakorkoli. Je tudi to, da lahko dobite nagrado, spodbuda, da čim prej zaključite študij? Jaz v bistvu na to nisem tako gledala, ampak želela sem si takoj nadaljevati, in zato sem izrabila to priložnost in zaključila študij že po 3 letih. Zdaj bom vas kot študentko vprašala, profesori pravijo, lepo je, da imaš kontakt s profesori, tudi vi ste to, s študenti, tudi vi ste izpostavili, da je lepo, da so manjše skupine. Je to včasih tudi hudo, je tudi pritisk večji, zato ker so manjše skupine, ker veste, da vas profesori poznajo, da vas spremljajo na vsakem koraku pravzaprav? Sej kot že rečeno, mogoče za take študente, ki smo recimo pripravljeni vlagati v študij, in pripravljeni čim prej končati, najbrž ni hudega pritiska. Za take, ki pa mogoče želijo malo zavlačevati, je pa verjetno to kar pritisk. In verjetno jaz vsaj na to gledam tako, da tudi če si nas profesori zapomnijo s tem, ko smo na predavanjih, ko mogoče kaj sodelujemo, velika verjetnost je tudi na koncu pri izpitu, da bo pomagalo, ne. Profesor si te zapomni in ve, da si nekaj vlagal in se trudil. To je to, kar ste vi prej dejali, da pravzaprav že veste, kaj znajo, ko pridejo na izpit. No, primerjalna prednost, kot smo dejali, je to, da imajo študentje veliko stika s prakso, da jih uvajate v neko raziskovanje, v bolj praktično delo. Tega je na Novogoriški univerzi veliko, pravzaprav najbrž na vseh fakultetah, ne? Ja, mislim, da je pri nas tega zelo veliko, ja. Vem tudi za druge fakultete in na naši fakulteti se trudimo tudi te stvari narediti čim bolj prijetne in seveda tudi čim bolj izobraževalne. Vendar delo na terenu, veste, je lahko
tudi prijetno, ne. Če povem en primer, ne, ta trenutek se trudim z našimi kolegi na Morski biološki postaji Piran organizirati terenske vaje za študente druge stopnje, pri čemer bi naj izpluli z eksperimentalnim plovilom v naše morje in potem vzorčili vodo in sedimente po profilu in potem na Morski biološki postaji to analizirali, ne. Kar nekaj dni bodo preživeli na postaji in jaz mislim, da to vse združuje potem to terensko delo in mogoče team building, tako rečemo, stujko temu, ne, nekakšen skupinski duh v takšni skupini, kar dejansko potem simulira zaresne pogoje, v katerih bojo kasneje delali takšni študenti. Naučeni so pravzaprav ti vaši študentje timskega dela, ne, kar je dobro, ne, kar mogoče, če imaš en študij, kjer si zelo individualist, potem, ko prideš v kolektiv, se težje vklopiš, ne, lahko, ne. Tu pa imajo to izkušnjo. Veste, ko delate te stvari v skupini, ne, kot sem že prej omenil, ne, pride do neke skupinske psihologije, ne. Nekateri seveda potegnejo, drugi malo so bolj vodljivi, ne, nekateri so bolj lagodni in radi malo počivajo, ampak v skupini, če hočemo na koncu priti do enega skupinskega rezultata, mora vse to funkcionirati, ne, in tako poskušamo že zelo zgodaj te naše študente pripraviti na probleme, ki jih bojo srečali pri takšnem skupinskem delu, ne. Zdaj, širša javnost najbrž, ko govorimo o tehniških smereh, jim je čisto jasno, da se tudi kaj raziskuje, da je tudi mogoče delo v laboratorijih, recimo pri naravoslovju in tako. Pri humanističnih študijih se pa najbrž malce težje predstavljajo, kako povežete študij s prakso. Kako to počnete? Malo težje je. No, konkretno pač en primer tega, kjer sem tudi vpleten kot pač eden od učiteljev, ki nadzira predmet, rečemo, ne, je tako imenovani jezikoslovno-svetovalni seminar, kjer smo pač se združili z domačo stranjo ŠUS, kjer je stalen dotok vprašanj vezanih na jezik, na pravopis, na slovnico, na karkoli, ne. In tam je pač, mislim, stalen dotok. Ljudje še vedno pošiljajo vprašanja in mi v tem se v razredu skušamo odgovarjati na ta vprašanja. Dejansko odgovarjajo študentje, vsak pač svoje ali pa v skupinah, no, in potem jih predebatiramo, pa iščemo druge rešitve. Zdaj, sliši se mogoče malo čudno, ker je pač pravopisno vprašanje, se sliši kot, a je tukaj vejca ali tukaj ni vejca, ampak lahko pride stvari malo bolj komplicirane in ni samo odgovor, ni samo pač odgovor, ki bi bil možen, ni samo ja, ne, ampak je lahko pač kaj več, ne. Sara je bila tudi v tem predmetu, bo lahko povedala, če je bil všeč ali ne, ne. V bistvu zanimiv predmet, predvsem, ker spodbuja naše lastno razmišljanje in iskanja po raznih priročnikih, slovarjih in tako naprej in veliko novega se izve, ne. En primer je bil delavni, ne, ker smo pravzaprav morali raziskovati, kdaj eno in kdaj drugo in kje se to uporablja in tako naprej, ne. Tako da zanimiv predmet, ja. In ste nekakšen servis, bom rekla, širši javnosti. In tu smo potem pri tej povezavi z okoljem, s prakso, kako vas lahko ljudje spoznajo, vidijo. Vi se pravzaprav vsi skušate čim bolj vklapljati tudi v okolje, v katerem delate, se povezati s tem okoljem, da na nek način se mi zdi, da potem lahko študentje pravzaprav spoznajo tudi svoje bodoče delodajalce, ne, ko se s prakso srečujejo, recimo. Seveda, to je zelo pomembno in tista številka o zaposljivosti ni prišla sama po sebi, zato seveda skrbimo ves čas študija, da imajo študentje čim prej možnost stika s potencialnimi delodajalci. To je zelo pomembno tako za njih, kakor tudi za delodajalce, seveda. Poleg tega je tukaj seveda potem preizkus tega, kar si se naučil v praksi. Na našem študijskem programu imamo tudi obvezno praktično usposabljanje, ki je zmeraj naravnano tako, da rešuje nek konkreten problem. In vsi vemo, da to, ko si nek konkreten problem uspešno rešil, pridoda tudi k samozavesti, k motivaciji za nadaljnje učenje. Tako da tukaj je veliko pozitivnih stvari, ki bi jih lahko omenili. Tudi na drugi stopnji imamo en zelo zanimiv predmet, skupinski projekt, kjer ves letnik skupaj rešuje neko izzivalno nalogo, kjer rešitev od začetka niti približno še ni poznana. Kot je bilo že prej omenjeno, gre nekako za simulacijo resnega projektnega dela, kar velikih dimenzij.
Lucija je pravkar vključena v tak projekt, na katerem študentje poskušajo odkriti nekatere še neizkoriščene razvojne potenciale spodnje Vipavske doline, kar seveda vključuje tudi terensko delo, tudi skupinsko dinamiko in psihologijo, ki je bila prej omenjena. In sem prepričana, da daje študentom zelo zanimivo izkušnjo. To je najbrž čisto drugačna izkušnja kot predavanje. Je lepo delati najbrž tako, ko greš tudi na teren, ko je to čisto drugačen pristop. Ja, tukaj smo v bistvu razdeljeni na manjše skupinice znotraj projekta. Obdelujemo letos, predvsem pregledujemo stanje v kmetijstvu v spodnji Vipavski dolini, primerjamo z italijansko stranjo in vsekakor poskušamo pripomoči, da bo tudi pri nas se to stanje nekoliko izboljšalo. In jaz mislim, da smo se prav na podlagi tega projekta študenti med sabo še bolj spoznali, ker smo pač le magistrski študij in smo zelo različne generacije. In jaz mislim, meni je všeč. Naša skupina konkretno smo zelo dejavni tudi na terenu, že anketiramo, je prijetno. Zanimivo. Ja. Naprej smo govorili recimo tudi o delu v laboratoriju, o raziskovalnem delu. To je za študente najbolj zelo privlačno. Ne? Te izkušnje iz srednje šole večinoma ne prinesete, to je nekaj čisto novega za študenta. Ja, in tudi pri nas imamo tale skupinski projekt, ki se vključiš vanga že v prvem letniku. In recimo mene v gimnaziji kemija najslabša stvar na svetu, zdajle mi recimo najbolj všeč, zato ker sem bila vključena v skupinski projekt nanomateriali o okolju. In na začetku prvega letnika smo skušali samo recimo narediti en material, eno raztopino, ki se jo nanese na steklo ali pa na keramično ploščico in smo gledali, kakšna je samočistilna sposobnost. Letos smo še to razširili na temo čiščenje onesnaženega zraka s toluenom in na koncu 3 let smo dobili tak dober rezultat, da bosta zdaj še 2 diplomske teme narejene na to, da bomo še malo bolj na širok to raziskali. V glavnem, s tem, kakor spoznaš to laboratorijsko delo, skupinsko delo, se ti odpirajo take nove smeri, ki prej niti nisi vedel. In mene so zdaj začele tako zanimati, da zdaj točno vem, kaj bi rada naprej študirala, pa s čim bi se potem tudi v službi ukvarjala. In kaj bo to? Sončne celice, gorivne celice, vodikova energija, alternativni viri energije. To je nekaj, kar je usmerjeno v bodočnost in to je spet primerjalna prednost Univerze v Novi Gorici. To so perspektivni poklici, to so poklici, ki so, bom rekla, zagledani v bodočnost. Nič tradicionalnega ni pri vas, v bistvu zelo bodočnost gledate in zelo bodočnost usmerjate te vaše študente. In mogoče malce tudi izobražujete delodajalce, katere kadre še potrebujejo, za katere sploh niso vedeli, da jih potrebujejo. Ja, saj veste, to je smisel vsega. Mi moramo graditi naše programe za ljudi, ki bodo delali čez 50 let v naši družbi. Zdaj, klasični poklici so večinoma, se veste, pokriti ali pa celo izumirani. Mi dejansko tu izobražujemo profile, ki so zanimivi in bojo še bolj zanimivi v prihodnje. Konkretno na naši fakulteti, se veste, da okoljske problematike so vedno bolj zanimive in tudi vedno bolj regulirane, kar takoj povečuje spet povpraševanje po kadrih, ki lahko izvajajo monitoring ali prilagajajo obstoječe tehnologije na bolj neke zelene principe in tako dalje. Poleg tega se vedno več takšnega kadra potrebuje v vladnem sektorju, tudi v civilnem sektorju, šolah spet ne. Naši strokovnjaki so na vse zadnje zelo široko izobraženi z področja naravoslovja in zaradi tega tudi primerni za pedagoško delo kasneje. Tovarne morajo vedno bolj kontrolirati svoje emisije in prilagajati svojo proizvodno, učinkovito rabo energije in za vse to lahko izrabimo naše kadre in tudi dejansko se naši študenti zaposlujejo na teh položajih.
Možnosti za zaposlitev je torej veliko in jih bo pravzaprav v bodočnosti vedno več. Ne? Vedno več, vedno več. In zaradi tega se ne čudim, da je ta številka, ki jo je profesor Bančič omenila, o zaposljivosti tako visoka. Ne. In še ena primerjalna prednost bi želela izpostaviti, ki jo ima nedvomno Univerza v Novi Gorici. To je ta odprtost v svet, odprtost tudi v tujino. Možnosti študentskih izmenjav so povsod, recimo, ne, ampak vi ste poznani po tem, da imate tudi veliko, recimo, predavateljev, ki prihajajo iz tujine. Vidva sta oba omenila, recimo, tudi svoje izkušnje pravzaprav v tujini. In veliko tujih profesorjev sem prihaja, veliko tujih študentov sem prihaja. Študentje, se pravi, imajo možnost se srečati z nekom, ki je drugje študiral, lahko tja odidejo. Novi profesorji, ki prihajajo iz tujine, prinašajo najbrž nek čisto nov pristop, čisto drugačna znanja in to nedvomno je primerjalna prednost tudi v Nove Gorice. Ne? Ja, vsekakor, ne, ampak ravno ta pristop, da mi danes nismo več homogeni, tudi znotraj univerzi na programih, da se mešajo vtisi in strokovnosti iz različnih delov sveta, prinese nam dodano vrednost. Mi imamo profesore iz različnih delov sveta in nekatera predavanja celo izvajamo delno v angleščini, zaradi tega, ker danes enostavno smo v Sloveniji premala, ne smemo se zapreti svoje meje, angleščina nam postaja drugi domači jezik, še posebej v stroki. In enostavno tudi mi nočemo študentom dati vtisa, da lahko preživijo profesionalno znotraj naših meja. Vsak bolj ambiciozen študent mora pogledati iz Slovenije preko meja, mora se soočiti z tujimi predavatelji, z angleškim jezikom, strokovnim angleškim jezikom in to jaz mislim, da danes sploh tej novi generaciji ni treba več razlagati. Veste, to se še mi sprašujemo nekako, nova generacija to vejo in tudi to jemlje po zelo naravni poti. Je nekaj samoumevnega. Samoumevnega, v bistvu bi bila, za starejše generacije ni bilo. Ne? V bistvu bi bila velika škoda, če bi mi za to prekrajšali. Ne? Če pa samo damo priložnost, pa oni to z veseljem zagrabijo. Mi nimamo nikoli problema, veste, najti študentov, ki bi šli na Erasmus, izmenjavo, ne vem, v Španijo, na Kanarske otoke, ne, recimo, kjer sodelujemo z eno univerzo, ne, si predstavljate, da ni problemov s tem, ne. Bi rekla, ne. To sigurno je priložnost, ki je študentje ne želijo zamuditi. Je lepo, da imate to priložnost, recimo, da se tudi srečate mogoče s tujimi študenti, ki sem pridejo v prvi vrsti že. Prvič letos, recimo zdaj v drugem semestru, bo šlo ene par naših sošolcev, pa tistih s 4. letniki iz starega programa, bojo oni šli pa bojo kakšni drugi prišli k nam in pa spoznaš nove ljudi. To je res dobro. In lepo je najbrž to, da študentje vedo, da so zaposljivi tudi drugod in da se jim pravzaprav odpirajo možnosti kjerkoli, kamorkoli bodo odšli. Ne? Da ni nujno, da ostanejo zaprti tukaj v Sloveniji, recimo, če se jim zdi ta prostor premajhen. To smem tle dodati, glede na to, da se tipično pomisli, da če študiraš slovenščino, pa potem ne boš imel te možnosti iti v tujino. Ne? Dejansko so možnosti, ker pač eden od profilov, za katerega ali pa eden od potencialnih služb, ki bi jih naši diplomanti lahko imeli, tudi učenje slovenščino kot drugega tujega jezika. Ne? Slovenščina je sicer majhen jezik in nepomemben jezik, ampak ker je pač jezik Evropske unije, je eden od uradnih jezikov Evropske unije, preko tega tudi velik jezik. Zaradi tega pa tudi vedno več interesa po znanju slovenščine. V Bruslju se zaposlujejo ljudje, ki pač prevajajo v slovenščino iz angleščine, francoščine, nemščine, katerega koli že jezika in seveda niso vsi, ki prevajajo v slovenščino ali iz slovenščine Slovenci. Ne. So se tudi tujci naučili slovenščine, tako kot se mi učili nemščine. Ne. Te ljudi mora nekdo izobraziti, ne, in pač obstaja obširna mreža lektoratov slovenščine kot tujega jezika po različnih univerzah, predvsem v Evropi. In pač ja, tam mora nekdo učiti. Ne. Te, ki učijo tam, so seveda Slovenci, ne, diplomanti slovenščine. Trenutno še noben naš diplomant ni šel tja na tako službo, ampak imamo še vedno precej majhno število diplomantov. Tako da računamo, da bomo pač tudi uspeli poslati kakšnega diplomanta na delo v tujino. Sara, tu imaš ti možnost, recimo, ki se ti odpira, ker želiš, si rekla, prej poučevati, ne? Ja, no. Jaz bi vsekakor poučevala v Sloveniji, ne? Nimam nobene želje po tujini. Naj pa dodam, da sem se naprimer tudi sama učila španščine, ne? Ker smo imeli tudi to možnost in mislim, da je tudi francoščina, ne? Italijanščina in tako naprej. Ne? Tako da
na tem študiju smo imeli tudi to možnost, ne, se učiti tuje jezike, ne, in je bilo zelo zanimivo, moram prav priznati. Slišali smo veliko primerjalnih prednosti, ki jih ima Univerza v Novi Gorici in ki jih imajo vaše fakultete. Za konec bi želela, da ve kot študentke poveste vsem tistim, recimo, ki se bodo odločali, katero študijsko smer naj izberejo, ne, za kateri študij naj se odločijo, zakaj recimo bi se odločili, da bodo študirali v Novi Gorici, kaj je tisto, kar bodo dobili tu in se vam zdi, da mogoče drugi ne bi mogli dobiti, zakaj bi povabila recimo mlade, da bi študirali recimo slovenistiko. Ja, najprej naj povem, da slovenščina ni tako težka, kot zgleda, oziroma kot ima večina tako mnenje. Bistvena stvar pa mislim, da je ravno te majhne skupine študentov, ne. Mislim, da se tukaj ogromno odnese in da se izboljša ta odnos in seveda potem tudi sam odnos do slovenščine, ne. Če lahko rečem tako nasplošno, do slovenščine, ne. Vsekakor. Torej majhne skupine. Zakaj bi vi povabili študente, da pridejo na Novogoriško univerzo? Zato, ker je v primerjavi z drugimi fakultetami, kar se jaz zgovarjam s svojimi prijatelji, gremo mi na veliko več ekskurzij, pogledamo čistilne naprave, podjetja, delamo recimo biodizel, nanomateriale, raziskovalnega dela je veliko, potem gremo lahko tudi na izmenjavo. Sploh pa to, da gradiš na samozavesti s temi prezentacijami, ki jih imaš na koncu vsakega leta oziroma na vsake pol leta. V angleščini so nekateri predmeti kar ni noben bav. Mi smo imeli recimo matematiko v angleščini, ampak smo jo vsi lepo naredili. Tako da, veliko je stvari. Ja, res. Rada bi slišala še vas, recimo, zakaj bi vi priporočili, da pridejo na to univerzo? No, tudi jaz se ne bom dosti razlikovala od njih. Tudi jaz poudarjam te majhne skupine. Študenti se poznamo med sabo, si pomagamo. Eden drugega prosimo za pomoč, če česa ne razumemo in smo pripravljeni eden drugemu razložiti snov. Timsko delo, kot smo že omenili prej, naš projekt, pa tudi kot že večkrat omenjena, ta interdisciplinarnost, ki odpira širše možnosti in ne nazadnje podatki, ki kažejo, da je zaposljivost ob koncu skoraj zasigurno zanesljiva. Lepo, mislim, da smo slišali dovolj argumentov. Še eno vprašanje za vas. Tisti dijaki, ki so zainteresirani in bi pobližje radi recimo spoznali vaše študijske smeri, pa se jim mogoče zdi, da na informativnem dnevu ne bodo dobili čisto vsega ali pa da niso vsega izvedeli, so dobrodošli, lahko pridejo do vas, se lahko oglasijo na vaših fakultetah, ne vem, lahko recimo se ogledajo laboratorije, bodo lahko kaj tudi poskusili, še preden bodo vaši študentje. Je to mogoče? Ja. Da kdorkoli želi pridobiti informacije, z velikim veseljem jih damo. Mi tudi s srednjimi šolami precej organizirano delamo. Možnost dela v laboratorijih je ravno ta teden izkusila skupina dijakov, naprimer iz gimnazije v Kopru. To se kar naprej dogaja. Raziskovalne naloge že za srednje šolce, razni projekti, obiski, ekskurzije. Ampak tudi nek posameznik, ki je v dvomu, ki išče odgovor na svojo konkretno dilemo, je vedno dobrodošel, da se posvetuje. Na tak način delamo tudi potem s študenti. Vi ste tudi zelo navdušno dejali, ja, ni problema. Ni bilo jasno, kdo bo odgovoril. Skratka, vedno so vaša vrata odprta, da lahko pridejo in da bodo več izvedeli, da bodo dobili več informacij. Kolikor jih še niso dobili, jaz upam, da smo veliko informacij vsem tistim, ki nas gledajo, pravzaprav dobili že danes, da so slišali, kaj vse pravzaprav je prednost Univerze v Novi Gorici, fakultet, ki delajo pod okriljem Univerze v Novi Gorici. Najlepša hvala vsem, ker ste se odzvali vabilu in prišli v naš studio, da smo slišali čim več pravzaprav o tem, kaj se v Novi Gorici dogaja. Spoštovani gledalci, gledalke, hvala, če ste bili z nami. Upam, da smo bili zelo zanimivi, da ste veliko izvedeli in seveda vse mlade iz vse Slovenije vabim, da se čim večkrat oglasijo v Novi Gorici, da spoznajo te študije in seveda, da pridejo v Novo Gorico in da tukaj tudi študirajo. Kot ste slišali, zanimivo je, veliko se boste naučili in lahko boste dobili zaposlitev, kar je tudi zelo pomembno. Hvala in nasvidenje.